Nik Zupančič, dober dan. Dobar dan. Dobrodošel v Moravček. To vsako reče, ker ni iz Moravča, ampak ti si skoraj v Moravček doma. Ja, dosti blizu. Dosti blizu. Teh 7 minut smo do mene, prebrodu, zdaj so pa klele, pa mogoče čist za štart bi bilo zanimivo povedati, kako smo mi sploh se ujela. Stvar je v tem, da ti rad kolesaraš, ne? Ja. Zelo. Vidite? Moj oče, moj padre, ga jaz kličem pa tudi, ne. In vidva sta se na cesti, ne, že večkrat srečala pa to, ne. Ja, in to na različnih daljših časovnih obdobjih. Ampak jaz zmeram, mislim, zadnja je bila ta, da sem tudi tukaj mimo vaše hiše. Na stari cesti bi te upravimo, ja. In jaz vedno, kadar nekoga vidim, da pač s kolesa dol stopa in nekaj vprašam, če vse je v redu, če treba kaj pomagati. Ja. Včasih že zgoril, tudi meni se je že zgoril, da mi je mogel kakšen Ja. preskočiti na pomoč. Tako, čez iz vljudnosti. In tako so se pač. Ja, in je rekel, veš, s kom sem pa danes debatiral, pa mi pove, sem rekel, kaj pa če jaz nikaj kontaktiram? Ja, prav, da je valjda. In evo, mislim, da se nam je kar hitro uspelo ujeti z edinim terminom, ne? Tako da res, evo, hvala ti ful. Zdaj pa za tiste, ki Nika ne poznate, se to skrat pohecam, pa rečem, tista dva, pa takole, sem pripravil eno kratko predstavitev, Nik, ti me pa kar poprav, če bom kje zabluzil, veš, pa to, ne. Ker vsemu, kar je napisanega na spletu, tudi ni za verjeti, to smo takoj ugotovili, Ja. Se srečava, ga takole gor pogledam, si mislim, tole ni sam 184, 185, to je zihar malo več, ker na internetu piše 185 ali 184, je pa slabih 190, možakar visok, tako da, evo, začnimo. Hokejska legenda Nik Zupančič, profesionalno aktiven v položaju napadalca od leta 84 do 2010. Ja. Ok. Večinoma za HDD, Hokejsko drsalno društvo Union Olimpija, pa tudi za klube v Avstriji, Finski, Švedski ter na Hrvaškem. 3-krat slovenski državni prvak z Olimpijo, avstrijski prvak in zmagovalec Evropske hokejske lige z Feldkirchom. V 2002 najboljši strelec, podajalec in točkovalec lige, reprezentant Jugoslavije, kasneje Slovenije, udeleženec večjih svetovnih prvenstev in del ekipe, ki se je uvrstila v najvišjo divizijo svetovnega hokeja. To je bilo leta 2001 pa 2004. Selektor slovenske reprezentance, 2 let, 2016-2017, pa trener Jesenice, avstrijskega Feldkircha in poljskega kluba, kaj mi boš pa mogel pomagati, kako se izgovori? Osjecim. Okay. S katerim je lani osvojil državni naslov in to po več kot, ali po 20 letih. Po 20 letih. Ja, leta 2012 sprejet v slovenski hokejski hram slavnih. Evo, dobrodošel še enkrat. Jaz mislim, da morava najprej en okvir postaviti, tako da prosim, če mi poveš, kdaj si se prvič znašel na ledu, kako je izgledalo tvoje otroštvo, zakaj lih hokej, zakaj ne vem, lokostrelstvo, iz kakšne familije izhajaš, je to športno nastavljena familija in tako naprej, lahko se vzameš malo časa. To je pač neka osnova, jaz mislim skoraj pri vsakem, pa ni pa nujno, ampak pa nas je bila kar ta, dajmo rečemo temu tako navadna pot. Pač oče je bil športnik, nogometni vratar pri Olimpiji v času Jugoslavije, tako da to je bil nekako primarni, ampak on je bil bolj rad hokej. Igral je istočasno tudi hokej in hokej mu je bolj ljubezen. Tam je bil, tako ko so se mi da pogovarjali, pa niso se doskrat tako o tem, ampak izmerno rekel, da tam je pač dobro plačan bilo pri nogometu, ampak tudi večji pritisk. To večja ljubezen je bila v njemu hokej. Tako je bil tudi pol kasneje trener, pa to, ampak tako sem jaz pač zašel tudi v hokej. Mi smo stanovali en križišče od Hale Tivoli, tako da Aha, Ljubljančan.
Ja, Šiška. In seveda, pa zelo zgodaj na let, tam že 18 mesecev. 18 mesecev. Ja, to so bile še une drsake, take, ki se prevezal na... Čakaj, 18 mesecev, to je 1 let pa pol. Ja, Okay. ampak to imaš take drsake, ki si jih v bistvu prevezal na čevlje. So bile 2 šince od spodaj. Ja, pa še vedno so šilce. Ja, Ja, to so hodil po letu. ja. Ampak to je bila neka začetki. Tega se najbrž ne spomniš. Ne, imam To si slišal. slike Imaš slike. tega, ampak Ja, se ja, ja. prav spomnil, pa to pa ne. Ja. Čeprav, ne. Spomniš se res takih stvari tudi v življenju. Ne. Tako da, ne vem, to je ena taka čist izven tega konteksta. Ampak jaz sem 100% prepričan, da se spomnim, takrat, ko je bilo ta leta, ne, ko se je rodil, pa to, takrat je bila ta tekma za Amerika, Rusija, kdo bo na Luni pristal. Ne. Leta 69, to se pravi, jaz sem star manj kaj en let. Ampak jaz sem 100%, da se spomnim, ko smo gledali to. Ja, zakaj pa ne? Ja, mislim, to je težko tako, ne, zdaj reči. Ja, ampak jaz točno, ko vem, komentiral je Bergant Senior, črno-bela televizija. Tega se jaz uživo spomnim. Zdaj, kako, ne vem, ampak... Wow. Pa še so neki taki dogodki, verjetno, ki se ti to kotisnijo spomin, ne vem. Ja, že kolektivno je bilo to verjetno v zraku. Sigurno, takrat v tistih časih. Ja, se je vibriralo v tem sklopu. No, ampak če grejo nazaj Ja. na te začetke, pač oče je bil pač glavni pobudnik. Mama naša je bila bolj za kakšne cune uprat, pa to seveda podpirala vse skupaj, ampak ona je bila arheologinja, tudi delala v Kamenku na Zapricah. To je bila njena ljubezen. Oče je bil pa tisti, ki je pač me spravil v hokej, mene in brata potem kasneje. Aha, imaš brata. Brata 5 let mlajša. Aha. In kdaj si pol začel že trenirati? Ja, oče je bil tudi trener, v bistvu takrat je bilo še tako, ker danes škoda tega ni. Ne. Takrat je bilo v bistvu v Ljubljani sta bila 2 kluba, in Olimpija in Tivoli. Tivoli je bil klub, v bistvu, ki je bila tudi v članski konkurenci, se je igral v drugi jugoslovanski ligi, ampak bazen je bil večji, kot je danes, igralcev. In oče je bil tam trener in jaz sem skozi pač zraven letel, po Rožniku gor, vse te treninge, tudi pol kasneje na ledu sem bil tam v enem kotu. To sem imel malo privilegija, kar se tega tiče, da sem bil več ur na ledu, kot neki moji vrstniki. Skozi zraven. Ja, skozi. Od samega začetka. Ja. Pol te hokej, sem ta zvrst športa precej oblikovala, tudi kot človeka, ne? Ja, sigurno. Mislim, vse je bilo še danes. Vse je bilo povezano s Vse tem. je povezano s tem. Tako kot sem prej omenila, jaz sem pa za člansko ekipo začel nastopati leta 84, ne, pa do 2010, to je 26 let. Ne. To je kar dolga profesionalna doba. Ne. Kaj te je gnalo naprej kot mladega igralca? Ambicija ali ta okoliš, ki si v njem prestal, pa si pač to ti je bilo najbolj znano, Ne, ali ljubezen do igre, samo ja, ta dinamika? Jaz mislim, da je bilo najbolj pomemben v mojemu temu, je bil, da sem bil uspešen. Pač, ko si ti enkrat v ničem uspešen, ne, pač je to samo teče. Samo teče. Seveda se ti trudiš, ne, ampak med svojimi vrstniki si uspešen, ali pa seveda, ko si uspešen, igraš s starejšimi, dosti hitro. Ampak meni je bilo dosti naravno to. Po domač povedano mi laufalo. Ja. In pol ti vse laži, pol gre vse v prav smer. Je pa res, da zdaj, če nazaj gledam, ne, v nekem tistem obdobju, ki bi mogel še kakšen večji napredek narediti, ne, ni bilo niti nekega znanja od trenerjev, od nas samih. S tem mislim, da recimo, ne vem, smo trenirali včasih v fitnessu ali pa ta obdobje ogromno. Ne. Sam pol ugotoviš čez toliko let, da puno robe na delu. Ja, dobro, takrat res ni bilo tega nobenega znanja. Ne vem, tako na pamet, tako jim rečem. Smo trenirali polet in trener nas je oblačil v komplet opremo. Taki dnevi, ki zdaj le prihajajo 30+, v kompletni opremi smo laufali po Rožniku gor dol, pa nič pit.
ker so pač naša šola malo kotirala na Češko pa na Rusijo. Ne. In oni so rekli, nič piti in konc. Seveda, fanti so dehidrirali. Kakšne tudi Stvari potlitijo, seveda. Ja. Ampak ne vem, če je bilo to pametno. Verjetno ne. Kdaj je bilo? Koliko so bili to stari? Jaz sem bil star recimo, ne vem, 16-17, ne, to so bili pa fanti 30 let stari, to je člani. Ampak to je pač način treninga. Pa so pa čez 2 leti je pa prišla komanda, zdaj pa pit, ne, pa smo se pa nalivali. Pa vsaka pauza je bila pi. Vsake ekstreme smo hodili. V bistvu smo malo probavali na samim nasepnu. Ja. Ne, Mohali Tivoli je bil nek, rečemo temu fitness, ampak to je bilo bolj par kvihtov, par štank je bilo tam noter. Ja. Ampak dokaj pride, to je bila umetnost. Ja. Ker najbolj važno je, to je še danes pri nas, najbolj važno je stvari, ki so za uporabo, pa ki so dobre za napredek mladih ali pa starejših športnikov. Pri nas je ponovadi vse pod ključem. To je najbolj pomemben. Najbolj pomemben človek v Hali Tivoli je bil vratar. On, ki ima te ključe, vse, bolj kot vsi direktno. Ja. Ampak mi smo se skrivali, pa pol gor čez hodnike, pa plezali po unmu robu, pa noter v mali dvorani bil na vrh ta fitness. Ja. Samo, da smo lahko trenirali. In kaj si mogel žrtvovati, kaj je bilo tistega največ, kar si mogel žrtvovati, zato da si postajal vedno boljši, vedno uspešnejši v hokeju. V mojih očeh nič. V tvojih očeh nič. Ne. Ja. Nič, ker meni je bilo to... Pa v očeh staršev, recimo šola. Ali si šolo tudi naredil po vse? Ne, šola je bila pa tako. Ne. Jaz sem osnovna šola ni problema. Ja. Srednja šola, jaz sem pa tu na generacija, ki bo to usmerjeno izobraževanje. In to je bil spet nek poskus, ki se ni najbolj v našem šolskem sistemu obnesel. In tam je, prvi letnik, jaz sem šel tle na naravoslovno-matematično v Kamenk. Prvi letnik ni ben problem. V drugem letniku se pa začel malo zatikati s tem, ker sem dosti manjkal. Ampak posluha z druge strani pa ni bilo. Mi smo imeli nek status športnika, pa to sam večina profesorjev to ni upoštevala. Jaz sem pač šolo seveda končal, ampak kasneje. Ker vse mislim, da je to pomembno. Danes pa vem, ker tudi moja žena dela v šolstvu, pa imam tudi 2 sina, ki sta v bistvu iz tujine naredila srednjo šolo, pa to se vse da. Vse se da, se zelo prilagajajo in pridejo do istega cilja po lažji poti. Tako bom rekel. Tako da ne bom rekel zdaj, da sem žrtvoval pač šolo. Ne, se to si najbolj se mi zdi, da seveda izobrazba je izredno pomembna. Sam če si nek radoveden človek, ali pa v tistem momentu fant, boš dobil znanje tudi na druge načine. Tudi na druge načine. Tako da absolutno šola ti veliko da, ampak mora biti pa smiselna. Se mi zdi, da je danes, pa tudi v prejšnjih časih, da je dosti nekega balasta, ki ga v kasnejšem življenju človek niti ne potrebuje. Tako da ampak se nisem jaz to prvi, ki ta zgrekel. Ampak ja, da se vrnemo, da ne grejo v to šolstvo preveč, da se vrnemo nazaj, pa si imel v bistvu bilo rekel, da si imel srečo, da si se takoj seznanil ali pa bil predstavljen eni dejavnosti, a ne? To je res, ja. Ki ti je bila tako rekoč pisana na kožo, ne? Se bi strinjal s to izjavo. Nisem nobenih težav, ali pa da bi mi bilo težko je trenirati. Tega se ni zgodilo pri meni. V bistvu zdaj ta leta, ko sem trener, pa tudi vidim, koliko nam je manjkalo recimo to znanje, kaj zdaj. Jaz se tukaj še prideva, do trenerstva še prideva. Mene zanima zdaj res. Ne, se iz tega vidika športnika. Danes lahko dobiš ti, pokličeš nekoga, rečeš, jaz bi cel poletje rad treniral, rad bi se izboljšal na teh stvareh in ljudje imajo znanje za to, seveda nekaj to, ampak tisto, ki ne vlaga vase. Če dam en primer, jaz, ko sem prvo v tujino sem šel šele z 29.
Ampak jaz sem šel Kjera država je bila to? v Feldkih, sem šel, iz Bleda. Ne. Na Bledu je bilo finančno slabo, to sam smo pa to dobro igrali. Ampak jaz sem šel tja z 3 različnim palcem. Ne. To je tako, kot da bi en tenisač prišel s 3 različnimi loparji na teren. Ampak zdaj igraš pa za evropskega prvaka. Ja, to se pravi, nivo je visok. Nivo je visok. Jaz sem prišel z Bleda, ker ni bilo nič. Ja. In ena je bila krajša palca, ena je bila daljša, eno sem šel pa kupiti sam. Zato sem rekel, če kaj pridem, moram vsaj nekaj imeti v rok, da lahko se pokažemo. Ne moram kaj priti pa prositi, vse oni so pa hitro zrihtali. S tem se hoče reči, nekaj moraš pač vase vložiti. Vse se ti pol vrne. Če pa šparaš na nekih osnovnih stvarih, pa težko boš kam prišel. Prej si rekel, da ste tam na gor po Rožniku laufali za vso opremo. Srečoval si se z različnimi trenerji. Ja. Zdaj verjetno se ti je tudi ta trener vtisnil v spomin. Da mi še izpostavim mogoče kakšnega trenerja ali pa mentorja na področju hokeja, če ti je do tega. Mi smo imeli zelo veliko srečo. Moja generacija pa ena generacija prej. S tem govorim, ne vem, mi smo letniki 68-70. Pa ena generacija prej, 64 letniki, ki so bili Marjan Gorenc, Igor Beribak. Mi smo imeli enega starejšega češkega trenerja, ki se je nekako znašel v Ljubljani. Ampak on je bil kot nam k oče. Se je z nami ukvarjal in res nam je dal tiste osnove in noben iz te generacije ni imel nikoli problema z sprejemanjem podaje, z drsanjem. To so vsi dobri drsavci. V bistvu tiste veščine, ki jih potem kasneje sam še dodelaš, nam je on dal. In on je en tak, to je Jozef Benjač. On je bil en od tistih, ki je naredil te generacije. Pol kasneje so bili pač te slovenski tle, zdaj pred kratkim pokojni Štefan Seme, ki je pač imel neko svojo filozofijo in od tega ni odstopil. Drugač, v redu človek, pa trener. Tudi tako, kasneje so bila prijatelja, tako dostikrat sem pri njemu bil, tudi smo se v hokeju pogovarjali. Ampak takrat, ko je bil pa trener, je pa zelo tak odnos, distanca. Distanca, avtoriteta in to. Ampak takrat je pač znanje bil tako, kot je bil. Yeah. Kasneje pa tudi, meni zelo velika persona kot trener je bil Ralf Krüger, to je pa trener bil tle v Feldkih. To je pa že človek, ki pa ni imel samo nekaj hokejskega znanja, ampak je imel znanje zelo široko. In to meni tudi prav prišlo pol kasneje pri trenerskem delu. Tako, kar je on nas, če vse smo bili, ko imaš ti enkrat člansko ekipo, pričakuješ, da je to dodelano. Ampak on je gradil v bistvu 5 let. To se pravi, vsak, ki je noter prišel, je mogel pasati. Ne moreš imeti neke sposobnosti strašne, pa si pol nek egoist ali pa da neko sranje delaš. Ja. Ne boš pasal noter, boš šel. Tudi če imaš performance. To je bilo njegov in se mu je tudi obrestval. Kasneje je on tudi šel v Švico, je bil tam 10 let trener reprezentance. Mislim, velike uspehe. Ampak zanimivo je pa to, da tak človek, kot je on, recimo, je zdaj že ne vem koliko let v Premier League nogomet v Angliji. Ja, on lahko obrne ploščo, ampak ima tak širok spekter. Ni tam trener, dela nekaj drugega, ampak zelo dober govorc. Ne pač karizma. Ja, absolutno. Ampak to je bil en od unih trenerjev, ko rečeš, vsak sestanek je zanimiv, vsak trening je zanimiv, vse je bilo nekako z namenom. In zdaj, ko si rekel trening, mene res zanima, kako izgledajo ene priprave pri hokejistih ali pa nasplošno en dan v tednu, tak deloven dan v tednu. Kako izgleda trening, s česa je sestavljen, ali pa cel dan v bistvu, kako je to? Jaz sem imel spet to srečo, da sem jaz zelo velik razpon doživel
v moji hokejski poti. S tem mislim, da recimo jaz sem igral, pa mi smo igrali, no. To je kolektivni šport. Mi smo igrali na svetovnih prvenstvih z Južno Afriko, Španijo. Ne. Sem pa igral tudi s Tampa Bay Lightning, recimo NHL, ki so imeli priprave v Feldkirchu. To se pravi od največjega vrha pa do Južne Afrike, ki smo se med tretjinami kar slikali malo med sabo. Tako da tega razpona, ne vem, če še kdo ima tak razpon, da je videl vse od najvišjih. Ja, oni, ki so na nivoju, ne, oni so skozi temo. Ne. Ja, dejva se kakšno minutko tle odstaviti. Ja. Mi smo pa po razpadu Jugoslavije smo pač parili v C grupo, ampak z nami so parili še Kazahstan, pa Belorusija, pa Ukrajina, ne, pa Estonija, pa vsi so imeli Ruse, ki so dobili paso še njihove, ne, in samo zmagovalec gre naprej, Latvija še. Prej si ti ven splezal iz te grupe, je trajalo 5-6 let, ali pa še več. Ne. In tam vmes so bili pa tudi pol te Južna Afrika. Okay, kako pa v splošnem izgledajo, kot sem rekel, ene priprave? Ja. Kako izgledajo ti treningi? Kako izgleda? Pri treningu pa tako. Cel proces. Sem rekel, to mora biti naš bistvo način življenja. Zdaj pa seveda se bomo večkrat vrnila na to temo. Ne. Mem nekih financ ne moramo. Ne. Ali igralcev finance, ali klub, budžet, ali ne. Vse se vrti okoli nekaj denarja. Ne. In pol ti lahko več, pa manj narediš. Ampak v sami osnovi je pa to mora biti način življenja. Ne. Ker jaz to skozi tudi našim fantom pravim, pa mi imamo igralce, ki se znajo jeti to, pa se tudi to izboljšuje. Ne. Govorimo o načinu treninga. Ker ti, ki zjutraj vstaneš, to ni, da bi si nekaj vstal, pa boš vzel zdaj en kofe, pa boš šel na trening. Ne. Je treba prav jesti. Ne, je treba. Ampak zdaj že zadnjih toliko let je znanje za to. Ampak tle moraš pa fantje biti pa pol, nekdo jih mora izobraziti, ampak zato se mora pozanimati klupa. Ne. Zdaj, če to od doma ni, pol ga moraš pač tako izobraziti. Jaz recimo, ko sem imel moje dva na Finskem, pač imeli predavanje o tem in ne, moraš to pa to jesti. Ampak včasih je seveda mularij, to je 16-17 kvam, jaz jedu zdaj tam nekaj so mi prav. Ampak vse to je to, ker vidiš pa potem kasneje, tisti, ki so na nivoju, ki so v najvišjih ligah, ne. Jaz sem se z njimi srečal na olimpijadi, ne, v Soči. In sem jih naredil v fitnessu. Ker tam vidiš, kako te ljudje, ki so imena svetovnega hokeja, kaj oni delajo za to. Ampak njim je to način življenja, da je tudi težko. On pride v fitness, on je 45 minut tam. Ampak, ne vem, en primer dam. Jaz sem bil na kolesu, pride zraven Zdeno Čara. Zdeno Čara je en slovaški hokejist, ki so ga na Slovaškem po vseh parametrih, on sploh hokeja ne bi smel igrati. On je velik bil zdaj že se upokojil, ampak 2:06, zapravi ne pašeš sem. Ne. Tam imaš dvorano zraven, pa je tako šarko igra. Njega so U16 na Slovaškem dvakrat iz ekipe vrgli. Ampak je vztrajal. Ne. Pa je prišel v Ameriko, pa se je izboril. Ampak on je bil pol, ne vem, zadnjih 10 let kapetan Bostona, zmagal Stanleyjev pokal, gospoda. Ne. Ampak on je bil na olimpijadi zraven mene kolesar. Naredi svoj trening, tekal je z njega, plastenke, on vstane, vse plastenke pobere, pobriše vse po tleh, brisačo, kar je se pozdrava in on gre. Ne. V spredju bil pa še en slovaški igralec, ki je pa isto treniral, pustil vse tam, vse je bilo umazano. Ne bomo poimensko. Ne, pa ne, se sploh ne vem, kako mu je ime. Za Zdeno ta vem, kdo je. Za mene je gospod. Pa šel, ne. Ampak tam vidiš, kakšne so to razlike in kaj en igralec rab, in kako pa tudi to živi. On trenira od zjutraj do zvečer, pa ne mislim tle, da bi on fizično treniral. Ampak njegov mindset je vse usmerjen v to, da je čim boljši pač v danem momentu, takrat, ko je to treba. In jaz kjerokoli ekipo pač imam, pravim, da pač je treba vložiti malo več, kot sam tisto, kar je predpisano.
moraš ti prej, pa pol, pa Ja. tokom dneva. To vse spada zraven. Tako, počitek, prehrana, vse. Vse je važno. Ne? In to se nabira. Ne? To se nabira. Naša sezona je dolga 8-9 mesecev, ne? Če igraš playoff. Koliko pa pol v kontekstu treninga na ledu? Ja. Koliko je v enem tednu, recimo, koliko je? V bistvu, slišal se bo malo. Na ledu preživimo v bistvu malo. Ne? Ni zdaj več tako, vsej imaš ti določeno periodo začetnih priprav, ne? Pa so določeni treningi 2krat na dan, recimo. Ampak zelo malo je tega. Zelo malo je tega. 2krat na dan po kaj? Po koliko? 1 uro, 2? Ja, ne, 1 uro 15 je že dolg trening. Je že dolg trening. Ker intenzivnost, mi trenerji držimo k temu, da je intenzivnost tako visoka. Kot na tekmi. Ja, seveda. Jo narediš Se tudi vaje so take dajo, da so to, mi pravimo game situation. Ne? To se pravi, tako bo na tekmi, ne? Zato da si ti že v bistvu pripravljen na to. Tist 1-0 pa take vaje, malo za sprejemanje podaje. To je mogoče ena vaja, toliko, da se malo noter prideš, pa tega več ni. Ne? Ker nima nekega smisla. Ne? Zakaj bi prebil toliko časa na ledu, ker se ti pol sam vleče, intenzivnost pade in pol na tekmo prideš kot en dizel. Ne? To ne gre nikamor. Mora biti skozi. Akcija, kontakt, borbe 1-1, 2-2, situacije razne. Tako da na ledu je zelo malo. Kakšni trenerji imajo 45 minut treninga, gotovo. Ne? Res pa je, da tudi hokej tako, da ko je liga, ko se to začne, ne, so najmanj 2-3 tekme na teden. Tako da en dan v tednu moraš vsaj fredati, ne, da se malo tudi glava spočije. Ostalo je pa, ne, popravljaš tiste stvari, ki vidiš, da manjkajo. Veliko je dela izven ledu, ne, v fitnessu. Tudi to se je spremenilo. Ne. Ni zdaj več samo, da bomo nalagali gor, pa velike teže metali. To je zdaj zelo dodelano. Ne. Tudi zato imamo strokovnjake. Ker spet en trener, vse imaš določen znanje, ne. Samo časa ti zmanjka. Da boš vse to skupaj spravil. Če ti skrbiš za fizično pripravo ekipe, za taktično pripravo ekipe, za treninge na ledu, video, da delaš, pa ti zmeša. Čeprav smo to delali. Sam je zmerom nekje zmanjkal. Ker moramo reči, da vsaj jaz sem se zmerom gibal v takih ligah, pa to kot trener. Ker ni vse popolno. Ni vse popolno. Zmerom je omejen kader, štab trenerski. Tako da moraš skozi malo kompenzirati. Je pa dobro, če si nekje, kot sem bil zdaj v zadnjem obdobju nad Poljskem, od dneva 1 pa do odkar sem šel, ne, se je to velika razlika. Velika razlika v tem segmentu. Koliko je kondicija pomembna, koliko je moč pomembna v hokeju? Vse je pomembno, to je skupek vsega. Ne. Hokej je dosti kompleksen šport, ker moraš biti pač endurance je pomemben, eksplozivnost je pomembna, pač tehnika drsanja, sprejemanja plošček, roke delajo neki, noge neki drugega, glava mora misliti skozi, pa so zraven še naleti, ne. To se pravi, moraš še paziti, da ti je en 100 kilaš. Tako da je zelo kompleksna zadeva, ampak vedno sem jaz bil tisti, ki gledal, kako so določeni igralci, ki v bistvu sploh ne bi rekel, da bo uspešen. Prišel do nekega visokega nivoja. Ne. Ampak jaz zmeraj pravim, da glava je ogromna. Glava je ogromna. Kako se tebi tle gor vrti hokej? Ne. Če se ti tle hitro vrti, pol je vse enostavno zgleda. Ne. Ker če dam primer Anžeta Kopitarja našega, vse on ni najhitrejši drsalec, on ni najmočnejši tam, ne, v NHL. Sam njemu se tukaj gor tako hitro vrti hokej, da pol mi vidimo to, koliko ima on časa. Ne. Samo on tako hitro reagira, tako hitro, da pa zmeraj najde od 3 možnosti ta pravo. Ali pa v največjih momentih. Takrat se on, in to dela pol razliko. Ne. Ker te kognitivne sposobnosti se tudi dajo malenkostno trenirati. Ne.
Na božek pa spravil nekoga, ki tega nima tako razvidega, kot nek igralec, ki je na višjem nivoju. Nikoli ne bo ta dosegel tega nivoja, se bo pa izboljšal sam sebe, kar je pa tudi dobro. Ker potem dobimo še druge parametre, ne? Kot ekipa. Je manj poškodb zaradi tega, ker imamo večje zavedanje v prostoru, ne? Kar je dobro. Poškodovan si takrat, ko ne pričakuješ. Več ali manj. Takrat, ko ne pričakuješ, da bo nalet, takrat se poškoduješ. To še pa, če imaš boljše zavedanje, bo manj poškodb, več golov bo padlo zaradi tega, bolj boš uspešen kot ekipa, ker bojo vsi malo hitreje, bo kliker naredil, ne, in bo situacija zaključena z golom. Pa take stvari, ne. To ti bo prineslo. Tako da jaz pravim, za hokejista seveda, ne moreš biti čišvoha, ne. To ne bo šlo. Ne. Moraš biti pa določeno. Sam ni pa nujno, da nekdo, ki ima recimo 100 kila, ne, da bo bolj uspešen od drugega, ki jih ima 75. Daleč od tega. Igralci so takšni in drugačni. Ampak je pa res, da imaš ti te individume, ki so sposobni pač z neko nekarakteristično postavo ali pa to biti uspešni, jih pa tudi ni veliko, ne. Ampak ti moraš tazga sprejeti, ne, kot trener ali pa kot soigralec. Ne vem, če dam primer enega Dejana Kontrca, pa nas v naših časih, ne. On ni tipičen hokejista. Sam, on nima nikoli problema, recimo s trenerji iz Finske, ker oni so ga, ne vem, po 2 tednih poklicali, Dejan, prid sem, a ti zmerno takole treniraš. On je izgledal čist nezainteresiran, kakor da se mu nada. Je rekel, ja. Je rekel, no, sam da vem. Ne. Ampak ta isti trener finski, on je nam vsem, pred celo ekipo, rekel, ki imamo te cone, recimo okoli teh modrih linij, tam ne bi izgubil ploščko, ker tam je najbolj nevaren za kakšen kontranapad. Ampak on je rekel, Dejan Kontrec, on tam lahko dribla. Ker od 10 poskusov bo 8krat prišel v napadalno tretjino, 2krat ga pa izgubil. Ampak vzamemo ta procent, 2krat bomo že popravili. Ostali ne to dela. Če bi bil pa kanadski trener, on je pa hotel njega spreminjati, da bo nekaj igral na telo, to pa on ni bil. Ne. In zakaj bi to delal in mu nekaj stran vzel? Ker konec koncev je pa igralec, ki je naredil, ne vem, 3 državne prvake, ker je pač tako dobro igral. Ampak njegova miselnost hokeja je bila tudi čisto drugačna, kot v nas ostalih. Ja. Kar je zanimivo. Kar je zanimivo, ker te pol lahko tudi malo spremeni. Ne? Zakaj pa ne bi jaz mogoče tako, ali pa nisi to. Ker jaz sem zelo resen v mojem, resen. No, to sem te hotel vprašati. Ja. Recimo ti kot profesionalen hokejist v tistih mladih, nadobudnih letih, koliko tega, kar si zdaj vse razložil, si imel takrat v zavesti po glavi. A veš? Kar dost, ampak celo preveč. Mislim, za me je bilo skozi resno. Skozi resno. Ni bilo, se ne da nisem bil sproščen. Ne. Sam, ko se je tekmovalo, se je tekmovalo. Imaš pa igralce, ki pač zgledajo bolj sproščeni, ampak to ne pomeni, da mi je vse eno. Ja. On sam zgleda tako. Ne. Končni rezultat je pa mogoče celo boljši, kot nekoga, ki je tako skozi smerjen. Kako si pa pol ti sprejemal poraze? Ja, težko, ne. Mislim, težko. Zdaj, kot trenerji, še težje. Aha. Kot igralec pač zgubiš, pa imaš pol spet novo priložnost. Ne. Kot trener pa pol začneš razmišljati, kaj bi spremenil, to je pa to glava 24 ur vklopljena. In to je težko pri trenerstvu. No. Seveda smo tudi tle različni. Jaz verjamem, da nekateri trenerji tudi izklopijo, pa da sam jaz ne. Jaz pol. Tudi če gre dobro. Skozi. To je ta resnost, ki si jo prej omenil. Sej, ne rečem, da je to edina pot, sam tle spremenice, pa zdaj pa pri teh letih pa bolj težko.
bolj težko. Zato pa spoštujem jaz, ali pa tudi se rad učim od nekaterih drugih, ki imajo pač drugačne poglede. Imam enega prijatelja, Šveda, ki je spet za eno zanimivost taka. On je trener, pri katerem sem jaz bil, rečemo 15 let nazaj, ki je bil trener neke U20 ekipe na Švedskem. In mi je tudi vse razkazal, tam, kakšne imajo pogoje. To boš, da ne govorim, to je brez veze. Ampak on veliko da v svoj trenerski del, da morajo recimo fantje enkrat na mesec prebrati kakšno knjigo, ne? Potem nekoga določijo, ki bo v tem naredil, ali pa na neko določeno temo zgodovine, ali pa karkoli naredil PowerPoint. Ne? Kar jaz spodbujam tudi. Ne? Ker to samo hokej, se ti zmeša od tega. Ampak recimo zdaj trenutno deluje v Švici, je to bilo super sprejet strani ekipe. Je pa deloval na Danskem, ki je pripeljal ekipo, ki je bila normalno v vseh sezonah prej, recimo, ne vem, 5., 6. On jo je pa držal na prvem ali pa drugem mestu, ampak njega so v bistvu odpustili, zaradi tega, ker so tuji hokejisti, mislim predvsem Kanačani, to njim ni bilo, ne, da so mogli brati knjigo, pa da so mogli predavati kakšen PowerPoint. To je njim bilo toliko, da so ga odstranili. Kljub temu, da je bil uspešen. Ne. Ampak 100 ljudi, 100 čudi. Ja. Kjera zmaga ti je pa najbolj tako ostala v spominu, pa ti še zmer tako udar po srcu? Kot igralcu, ja. Sigurno, ki smo usvojili Ligo prvakov takrat, z Feldkirjem. To je bilo največ, kar sem jaz tako usvojil. Čeprav recimo, ko smo se uvrstili prvič v najvišji razred svetovnega hokeja z reprezentanco, to je bilo tudi nekaj posebnega. To so te take stvari, ki dajo pol neko zadovoljstvo za vse ta trud. Vse to tudi moramo se zavedati, da 26 let je dolgo doba. To se že v bistvu šport spremeni. Tako kot recimo smučanje, ki je šel na carving, ali pa tudi pri nas so bile dosti sprememb po materialih. Recimo, mi smo imeli začetka pol moje karijere. Malo več, ker to sem itak pripravljeno vprašanje. Pol moje karijere recimo je bila lesena palca. Ne? Pa tudi, ko smo bili majhni, oziroma mlajši, smo dobivali palce, ki so bile pač načete od članske ekipe. Tisto, ki ni bilo več dobro za članstvo, to pomeni, da je bila v bistvu že skoraj zlomljena od spota. Ampak smo jo pa malo povili, ampak to je bilo težko, ker sem se lahko mi dvignil. Tudi sam ročaj je bil, to je bil samo eden. Danes imaš pa junior, ki ima ožji, da lahko mlajši primejo to obrli. Pa intermediate, ki je spet malo širši, pol šele prideš na senior. Ne. Zdaj je to dobro, slab, ne vem, jaz sem zmeren za napredek. Ne. Ampak tudi takrat smo dobro izpadli, pa smo imeli slabe materijale, kar se tega tiče. Ampak igrali smo pa dosti dober hokej, pa dosti na nivoju. Tako da ne vem, je preveč učkanja dobro ali ne, ampak v smeri napredka, zakaj pa ne? Zakaj pa ne, če je možnost? Ne? Problem rata tam pri mulariji zdaj, tega pa res včasih ni bilo, ker mi smo samo rabljeno opremo, novo opremo, to je tako nemogoče, razen če je šel nekdo v Kanado, pa je nekaj prinesel nazaj. To je bila edina možnost, druge možnosti ni bilo. Ampak takrat je pač tako bilo. Ne. Problem pa rata zdaj ta, da so tudi starši nekako finančno eni bolj sposobni, eni manj. Ne. In zdaj kup enemu svojemu sinu pač vse najboljše, ne. In to v garderobi se merijo. Veš, tam ima to palce, ko imaš pa ti za en, to je slabo, bla, bla, in pol. Hitro ratajo razlike. Pa se to je tudi v šoli, pa povsod. Ja, povsod. Ampak tle pa lahko rata problem. Tako, to je bilo toliko delež, da recimo na Finskem so, 10 let nazaj so imeli prav pravil, da do določenega leta sploh ne smejo imeti teh kompozitnih palc, ki so dosti drage, ampak so imeli pač lesene do takrat pa takrat. Zato, da so bili pač vsi nekako na istem nivoju. Da ni prihajalo do teh razlik. Tako da to zna biti, takrat ni bil noben problem. Že on, ko je imel
upremo je bil že vesel, da je imel. Pa za žurac ste ga tudi najbolj znal bolj, To se pa tudi spremenja. Tako se danes ne da več. Ja. Se danes ne da več. Oziroma, kakšni še verjeten, ampak ne pride prav daleč. Ja. Kot sem prej rekel, to je zdaj od jutra do večera je tisti, ki se hoče profesionalno ukvarjati s športom, je to. Ne. Čeprav se sem zadnjič tudi v tvojem podcastu poslušal tega Ledenka. Je on sam omenil, da pač te pritiski profesionalnega športa, pa da to ne bi priporočil. Ne. Se šlo ne bo. Ampak sej, tlej pa pač nekdo pač to ko se sploh po slovenski reče, shendla. Ja. Tako, mu je to še dodatni motiv, mu je to še dodatni motiv, te pritiski. Nekomu pa pač ne. In verjamem, da zna biti pa problem, unmu, ki ni. Pa ne pravim, da sem jaz v moji karieri stalno samozavestno pa to, ker seveda so bili pritiski. Samo moram pa reči, da sem imel manj pritiska, ker sem igral za evropskega prvaka, ker sem igral na en derbi Olimpije Jesenice. Ker pri nas se je sam gledal, zdal ti 2 gola, ni zdal in to je bilo konc statistike. Če si pa ti blokiral 5 strelov, pa zmagoval sodniške mete, pa še druge stvari zraven delal, tega se takrat ni tako. Ker se pa v tujini že je takrat tako. Ja. Tako, take stvari so bile, to bila razlika recimo. Pa te malih, pa tako, kot sem rekel, te razlike znajo biti pri opremi zdaj, ker to je šlo tudi tako delež, da to je tako drago rad. Preveč. A te kdaj na kakšni točki ti je prišlo na misel, da bi vrgel hokejsko palco v kot pa zaključil? A si kdaj tako izpraznjen ali pa razočaran? Ne vem, karkoli. Ne, da sem bil izpraznjen, ampak pogoji za hokej, kot sem rekel, prej sem šel jaz v tujino. To se pravi, na Bledu smo igrali Alpsko ligo. To je tako kot današnja Ice liga. S tem, da so bili še Italijani z močnimi klubi vključeni noter. Kvalitetno tekmovanje. Bled, neka manjša ekipca, veliko nas je šlo iz Olimpije na Bled, pa tudi za Senico so fanti prišli. Tako da smo imeli kar neko solidno ekipo, nismo pa bili neki za boj za vrh. Ampak smo pa celo sezono bili edina ekipa, ki nismo bili poraženi doma. Vsi so nekaj izgubili. Tudi tam, ki je bil na koncu prvo, je doma izgubil vsaj enkrat. Mi pa nikoli nismo. To se pravi, da smo bili, imeli smo finskega trenera, tega, kar je Savo Lanjena, ki je v našem prostoru kar dal znan. Smo dobro igrali, to se je igrali samo do konca decembra. Pa se je šlo pa na domač prvenstvo. Ampak v tem obdobju, pač finančno, na papirju vse v redu zgledalo. Zamujali to, opremeni, stare zgodbe iz hokeja pred toliko časa. In takrat v tistem obdobju, se spomnim, v Filahu smo imeli zadnjo tekmo te lige in takrat sem jaz zapakiral in šel, sem rekel, fante moje, mislim, zastonj ne morem se jaz to lejati. Ja. Grem jaz nazaj v šolo in sem že šel v knjižnico, pa že začel knjige. Ja. To, ko me je pol pač ta Feldkih poklical. Ampak ja, takrat bi v bistvu zaključil. Lahko. Ja, brez najmanjšega problema, ker smisla ni bilo več. Ja. Smisla ni bilo v tem, da pač igraš vse nek. Jaz sem bil prvi 2 strelca lige. Pa Wow. mislim, vsaj malo moraš živeti od tega. Ja, seveda, vse zato. Ja. Ampak tako da, hvala Bogu, se je zdaj to malo, mislim, spremenilo samo v tem smislu, da ne ostajajo dolžni klubi. Včasih je bilo to kar v navadi. Ja. No, kdaj te pa pol prešine, da bi lahko bil ali pa da boš trener? A se je to dlje cajta pacal že v bistvu, ko si profesionalno igral? Ja, pa ne, ampak ne dlje časa. Bolj, ko greš proti koncu, pač nekako pričakuješ. Pa jaz sem še, moram reči, da srečal s poškodom, jaz nisem nič nobene večje poškodbe nisem imel. To, ja, moram potrkati, zdaj je to
dobra pripravljenost, da je to dober material sam po sebi, ali je to sreča, ne vem. Ampak nisem bil v teh 26 letih nikoli nekakšne večje poškodbe. Tako da v tej strani sem imel srečo, igral sem skoraj do 42, ne, se tudi ni več tako težko končati. No. Pri teh letih. Ja. Ko da res rečeš, Pa je to okay, zdaj pa dosti. splošno značilno tako, da lahko hokej dlje igraš? Mislim, zdaj kronološko zmeraj več fantov, ki igrajo v 40 letih. Ampak spet bo prišla kakšna situacija. Če si v ligi NHL, pa si star 36, pa potegneš do 40, se nič ne manjka. Se lušta. Pač način življenja poznaš, liga te pozna, vse. Če pa moraš pač nekaj prešparati, pa vsak let šteje. Če je situacija taka. Jaz sem tudi takoj po koncu kariere, v bistvu že vmes, sem že 2 let delal v trgovini. Pri Juretu Koširju, v Formi. Ja, sem mu vedno hvaležen, pa Vrbežnik, sta me vzela, tam sem prodajal. Pa tudi to mi ni bilo nič. Ker nekaterim, veliko športnikom je problem ta prehod. Ker neki si, neki si, v cajtningih, to ljudje te poznajo, pa prodajaš kar naenkrat dile v štacunu. Ampak meni ni bilo to noben problem. Lušta ni bilo. Tako da to ni nič, pa se pa pokazala pač možnost na zvezi, pa pomočnik trenerja, pa te stvari, tako sem jaz začel. Pa jaz sem dosti samoiniciativen. Si takoj, mislim, to si bil najprej pomočnik trenerja? Ja, jaz sem pomočnik trenerja v Kopitarju, 5 let. Pa na zvezi sem delal razne stvari. Zdaj tam ni nek upis nalog, ni tam. Uradno pomočnik trenerja, sam tam je pol še. Čuda enih stvari, ki jih delaš. Ker pač ni, pri nas ni to številčno, zveza, tako ker ješ na Finsk, stopiš v nacionalno zvezo, pa je 10 pisarn tam, 20 ljudi dela na marketingu, na tretjem. Pa nas pa tajnica, ene vodja tekmovanja, Dejan je generalni sekretar, pa evo še eden. To je to. Pa pol organiziraš vsa svetovna prvenstva, ki so pa take stvari. Tako da mi včasih res čuda delamo koliko malo imamo resursa. To je pa se ti zdi... Pa v trenerstvu, mene zmeraj zanima tudi kot igralca, zato sem pa tudi zmeraj, jaz se največ naučil od slabih trenerjev. Največ se naučiš od slabih trenerjev, ker tam vidiš, ko ne deluje. To sem te hotel vprašati, koliko v bistvu je pomembno, da si ti predhodno recimo aktiven igralec, sploh za kjerkoli področje športa, pa greš pol v trenerstvo, verjetno ti to zelo pomaga. Izredno ti pomaga, ni pa nujno. Ni pa nujno, da je nekdo vrhunski igralec pa dober trener. Delaš od tega. Ker ti, ko si vrhunski igralec, si zelo na visokem nivoju. In tvoj nivo razmišljanja je težko boš dobiti igralce, ki bojo na istem nivoju kot ti. Ti se moraš zmeraj prilagoditi. Če pa trener, če ti zahtevaš od igralca nekaj, kar on ni sposoben, ti že vidiš, ti si bil vrhunski igralec. Zdaj pa stojiš v boksu, pa gledaš tekmo, to se pravi, ti še več vidiš. Da je to malo razložiti. Mi smo imeli en tak primer, Benk Toke Gustavsen, on je bil svetovna klasa. Smo skupaj igrali v Feldkihu, pa je bil naslednji let, ko je ta trener Ralf Krüger šel, je prišel Gas za trenerja. Ampak on v svoji prvi sezoni, on je meni, recimo, zakaj niste to naredil pa to? Se je rekel, Gas, če bi jaz tvojo glavo imel, pa kje druge igral. Tako da se moraš znati prilagoditi kvaliteti igralcev, ki jih imaš. Seveda jih lahko ti izboljšaš. Sam ne moreš pa ti po svoje razmišljati, ker oni niso na tem nivoju. Zdaj pa, če pa delaš z mladimi, pa to čisto drugačna slika, tam jih pa učiš v bistvu. Se jaz tudi v članski konkurenci, rad sem trener, ki uči. Ki uči, pa dajmo rešiti situacijo.
najlažje je dati na linijo, pa drcimo gor pa dol. Kaj bomo s tem naredili? Kot neka oblika kazni ali pa priprave ali pa karkoli. Dajmo mi se raje žvaja zmisliti, ko bo vse to naredila, da ti sploh vedeno, da si še kondicijo zraven naredil, pa še... Kako bi Paul opisal svoj trenerski pristop? Strog, analitičen, empatičen, zmes vsega? Ja, ne, vsega zmes, ampak jaz... Kam se nagibaš? Zdaj, verjetno v prihodnosti mislim, da se je treba vrniti malo nazaj da moraš biti malo strožji. Strožji pa v smislu tem, ker danes opažam, pa se mi je tudi zgodilo to v trenerski karieri, da so pač določene generacije ali pa igralci, ki začnejo stvari izkoriščati. Potem se začne pa problem v garderobi, ko se pa enkrat garderoba začne podirati, je pa težko to vse skupaj držati skupaj. In tle moraš ti biti zelo, zelo dober psiholog, kako prebrati igralce. Se ti narediš nek scouting že prej, nekaj prednjih podpišeš, če imaš to možnost. Lahko pa ti klub da tole imaš, pa s tem deli. In tle lahko, da imaš 2-3, ki so zbrkatorji v garderob in ti bojo podarili, če nimaš dobrega leadershipa znotraj garderobe. Kar je pa spet odvisen, kako je sestavljena ekipa, recimo na Poljskem primer, jaz sem imel 6 Švedov, 5 Fincev, to je že pol ekipe. Pa še en Belorus, pa Slovak, pa Polaki. In zdaj, če so Polaki dosti močni, pol garderoba štima. Če pa Polaki niso, pa začnejo en pol ali pa drug pol nase vleči, pa imaš problema. Se ti ga probaš to zmanevrirati že od samega začetka. Ker jaz sem dosti delal tudi v reprezentanci v tistih prvih letih na, rečemo temu nekaj, ker vedno moraš imeti neko rdečo nit ali pa neko motivacijsko, zdaj imamo po YouTubeu, klikneš motivation video, pa ti bo vrgel ven 100 unih katuljev. Ti moraš pripeljati nekaj tazga, jaz sem zmeraj gledal, kar naši ekipi paše. Če govorijo o reprezentanci, kar bo nam sedel v srce ali pa da bo zmotiviral. Pa sem šel na šport klub TV, pa mi tam pomagal en zmontirati nek video, pa to, za tiste cajte to ni bilo toliko. Pa smo dali pač naše posnetke noter, pa muziko od Sabatona, pa da je to malo dunel tam v Sočiju, še preden smo začeli vse skupaj. Po vsakmu fantu svoj CD, ker takrat so bili pač CD-je. Pa take stvari. En let sem napeljal na Mount Everest, recimo, celo zgodbo. Ker na Mount Everest, če greš gor, je 5 bazen tabor, pa 4 gora. In na svetovnem prvenstvu pa jih 5 tekem. Zaprav, da smo mi, ampak še prej je pa cela zgodba, kako sploh pride do kepa. S tem se zmeraj rad ukvarjam, s takimi stvarmi. In zdaj, če to ekipa kakor toliko kupa, je to fajn. Kaj je najtežji pri delu trenerja, pa kaj je najlepši? Najtežje je to, da ti v ekipi daš vsakmu neko vrednost. Da se vsak počuti del ekipe. Tudi ki skoraj nič ne igra. Da je tudi pomemben. Kar je. Se je, pa vsi vemo, da je. Ampak vsi bi se radi igrali skozi. Ampak ne moreš. Ne moreš. In jaz se velikokrat rečem, fantje, ne morete vsi enaki igrati. Ni. Plus, da ni demokracije. Na koncu sem jaz tisti, ki bo rekel tako je. Ker takrat bom vsaj odgovarjal za svoje dejanja. Če pa vi po svoje nekaj delate, pa ne morem jaz za vas odgovarjati. Se je pa treba v špegel pogledati, pa pol reči, da sem dal vse ali nisem dal. In to, za mene je najtežje to, kako ti ekipo, da je vsak noter vreden. Da ima občutek, da tudi če je dal 2 menjave, ali pa če je bil na tribuni, je pa treniral zraven ekipe, je pomemben za to, da smo mi dosegli določen rezultat. Najboljše pa, ker ti, dobro, uspehi so tako najboljše, ampak najboljše, ker ti nekaj treniraš, pa nekaj
malenkosti, lahko je to čisto ena brezvezna stvar. Ampak neko stvar, ki jo močeš, pa to deluje na tekmi. In pol vidiš, da je ekipa to, zdaj, to je pa res, zdaj, kar je rekel, in pol, ko oni začnejo to verjeti, pa to zlaufa, ki pa določen playoff, ali pa kakšne tekme za prvaka. Takrat se pa kar umakneš. Takrat pa cel bog živi, pa to oni sami to delajo. Ti, da kličeš v menjave, pa to pač paziš, da se ne bo kaj podelilo, ampak takrat ekipa gre. Ampak da jo pa pripeleš do kje, je pa 8 mesecev dela prej. Od prvega sestanka in veliko si ne uspeš. Se ne zmagaš prvaka vsak let. Ampak je pa zato toliko bolj pač jaz zmeram pravim tudi, ker imamo te, ko obnavljamo licence, pa to ne, pa imamo zmeram kakšno predavanje na naši fakulteti za šport, pa nam predavajo te profesorji. Jaz zelo spoštujem vse. Sam se mi zdi, da včasih oni delujejo tako, kot da če nisem jih na fakulteto hodil, njihovo, da ne bi imel znanja. Sam ne zavedajo se pa tega, da to, kar sem jaz v svoji karieri skozi dal, pa iz tega vam potegnil. Ja, take šole meni noben ne more dati. Nobena knjiga, nič. Ko imaš ti rezultat 2-2 v Minsku, pa je 14,000 Belorusov na tribuni, pa ne vem, 150 naših, pa 20 igralcev v garderobi, zdaj moraš pa ti nekaj zapeljati v to pravo smer, pa da bo to šlo tako, kot je, pa na koncu zmagaš. Tam ni več knjige. Tam je ali imaš, ali je ta povezava z ekipo, ali so oni noter tako močni, ampak nekaj mora biti. Ampak se pravi, tam pa knjiga ne pomaga, tam so pa bolj izkušnje, pa dan moment, pa kako ti v tem momentu reagiraš. Zapaniciral nekaj, ker to ekipa takoj čuti. Če si ti slabe volje, ali pa to se prenaša takoj. Tudi če si nisi samozavesten, to igralci te pojejo. V članski konkurenci, v mladinci je to, ali pa v mlajših je to drugače. Tam v bistvu jaz nisem nikomu niti priložnost delati z mladimi. V vsej moji karieri. Jaz sem skozi v članskih ekipah. Sem bil na treningih pri mladih, veliko, tako ko so bila moja dva mlajša, pa sem hodil na let, zato ker v bife ne grem, pijem, ne. Zdaj pa, če sem tam, sem pač vprašal trenerja, da bom zraven, če češ ti pomagam. Pa včasih je bilo ja, včasih je bilo pa tudi ne. Ne, gor. Zdaj, kva so razlogi? Ne vem, ampak z mlajšimi je pa boljše. Mislim, boljše v tem smislu, da tam pa res učiš. Tam pa učiš, pa pol vidiš, ki požira to, pa ki je napredek, pa lahko so to slabe stvari, ampak če mu znaš razložiti, bo tudi on to razumel. In vsi te bojo spoštovali, če boš do vseh enak, pa če boš dosleden pri tem. Da boš skozi vse tretiral enak. Ker otroci se hitro preštejo. Nima smisla vaja nekaj, da dela nekdo, ker pri otrocih so največje razlike. Tako, tudi v kvaliteti, en drsa slab. Pač tako je. In seveda, v najboljši najraž dela z umom, ki je slab. Zato, ker ga bo obračal tam okoli, pa bo skozi sam na gol vozil, pa gole dejal, pa super za njega. Sam, ko pa ti rečeš, ne. Zato pa vidva to dobro skupaj. Ampak ona da se pol kasneje zavedata, da bo to ona oba napredovala. Ne, sam kakšen mu v tem momentu ni všeč. Sem imel primer enkrat, ko sem jih poparal tako, pa sta igrala. Enkrat, dvakrat, trikrat gre vaja, pa je skozi en bil malo boljši. In ta drug se je usedel na tla, pa je rekel, jaz ne grem več. In pa moš ti njemu razložiti. Ne da zdaj nadred, kva si ti ne greš več. Vstan pa pet nazaj v vrst. Ti moš njemu razložiti. Aha, vidiš zdaj. Prej smo ungata slabega, zdaj sta pa enakopravna, pa si ti trikrat zmagal. Zdaj, prva verca pa boš nehal, a si ti pobral, pa boš šel spet v vrsto, pa ga boš ta četrtič boš pa ti zmagal to vajo.
Sam, če pač je pa to delo. To je delo trenerja. Če potem sloniš na palc, pa piskaš sam. Kakšen dodaten pritisk si pa čutil, ko si bil prvič selektor? A je to dodaten? Ne vem, no. Ne. Ker sem toliko časa že v hokeju, pa to jaz nisem tako vzel to. Meni je bilo to zabavno, tako zelo. Pa tudi tle se spreminja. Moram reči, pri meni tudi se spreminja. Včasih, mislim, v začetku je bilo vse zanimivo, ne, ko vse je bilo super, pa to. Pa kaj enkrat, ko imaš toliko hokeja v glavi, ko vse te videe pregledaš, ti pa na momente, saj meni se dogaja, to pa včasih tudi dolg čas rata. Ne. Tako, tudi sred tekme, ne. Veš, ko točno veš, kako se bo ta akcija zapeljala, že vidim, kva bo, pa zdaj bo zapiskal, pol bo menjava, pol se bo vse skupaj preselili na drugo stran igrišča, pa to bo menili 2 minute. Kar ne bi smel, ne, ampak jaz sam povem tako, ker pač sam razmišljam. Kako se pa sprijazen z neko, ne vem, napako svojega igralca, pa to, ker pač si mu že tokrat povedal, ne, tega recimo ne dela, ali pa si mu sugeriral. Ja, tle sem jaz v bistvu pretoleranten. Jaz bom probal za vsakega stisniti maksimum. Zdaj, če je to mlajši igralec, recimo, naredi napako. Moja teorija je najboljša ena menjava počiti, razložiti, kaj je bilo narobe, na hitro, pa takoj noter nazaj. Zato, da on ne razmišlja, da je tam na boksu, mater sem ga usral, zdaj je sploh še igral, nam igral, zdaj ga sploh ne smem več vse napake narediti. Ne, ti pet nazaj, upaš, da bo spet ista situacija, pa jo bo boljš rešil, pa si zmagal. Pa prišel na boks, pa si rekel sam, zdaj jasno, super. Če se pa to ponavlja, pa moramo pa pač nekaj spremeniti. Ali se to več ne dela, včasih je treba tudi kakšnega na tribuno, pa eno tekmo, da malo premislim. Vse to, ampak to je pa del trenerja, vse ni lušteno. Najslabše, ko moraš cele priprave daš skozi reprezentanco, pa moraš pa 2 doma pustiti. Pa nič ti se narobe naredi. To mi je najtežji del, tako meni osebno. Ampak tudi to se moraš pač odločiti. Kaj pa izkušnja, kar povej, če si hotel še kaj dodati? Ja, ne, pač tle bi jaz citiral Obradoviča, ko sem poslušal en njegov seminar, trener košarke, zdaj v Partizanu dela. On je rekel, da če pa en mesec pa pol ne razume, igralec, pa obstajajo knjige, obstaja šola, ni to za tebe. Oni so zelo z tega balkanskega aspekta so zelo direktni. Kar ima pa tudi po en stran prav, se ni vse za vse. Pač tako je. Tvoja izkušnja s Poljsko, pa s tem osvojenim pokalom. Poljska je tako hokejsko je Poljska bila včasih imela zelo dobro tradicijo. Oni so bili stalni član A grupe. Pa so pa nekje v tem zadnjih obdobje, recimo v zadnjih 30 let, nekje so zgubili to in hokej ni več tako popularen. Popularno v smislu napram, ne vem, nogomet je tako za mene nogomet, pa je pa ostali šport. Ker nogomet je res pa svetovno toliko na visokem nivoju, kar se tiče publike, pa vsega, da se ne more primerjati z drugimi športi. Ampak na Poljskem, recimo, rokomet, odbojka, to je res na visokem nivoju. Tudi igralci, ki so res kvalitetni, igrajo v teh ligah. To hokej pa se plav odzad. Čeprav zdaj s prebojem so prišli lansko sezono, ki so bili v elitnem razredu, je bilo vse skupaj. Je pa res, da pa na tekmah gledalci pa gledajo, pridejo. Več, bom rekel, kot pri nas. Mi smo imeli dvorano uradno za 3500, čez sezono je bilo skozi 2,5. Tako, ko smo po finale igrali, bo pa 5. Zdaj, ne bi smeli biti, ampak pač so to knot nabudali. Ampak ljudje, Polaki so za šport zelo in tudi
ni to, ne bom zdaj karikiran, tako gledališka publika. Ne. To je petje od sekunde 1 do zadnje minute. Pa ni sploh važno, kako ekipe, ki zgublja, zmaguje. Kar tega je bilo najhujše v koroni, ko smo igrali, pred prazni tribuna. To je bilo prosto. To slišiš sam sebe, slišiš unga trenera, ko tam govori. To ni bilo nič. Najboljše, če je poln, pa da skoraj ne slišiš, no? Da se moraš dreti, da te slišiš una, ki sedi pred tabo. Kaj pa misliš nadaljevati na Poljskem? Ne, že lanskrat sem v bistvu zaključil, smo bili prvaki, pa so me shecali še za eno sezono. Smo igrali Champions League, kar smo super odigrali. Res dobro, glede na to, da smo igrali tudi tle smo se lahko primerjali, recimo Salzburga smo imeli doma, neodločen smo izgubili v podaljšku. Premagali smo Celovc v Celovcu. To se pravi, z Ice Ligo smo čisto bili primerljiva ekipa. Izgubili smo z Berlinom, ki je v zadnjih 4 letih prvak Nemčije. Premagali so Straubing, ki je skozi preleze do četrtfinala v Nemčiji. Vzeli smo piko Ilvesu na Finskem. Tako da smo imeli zelo dobro to evropski del sezone. Potem se je pa začel tisto, kar sem pa že prej omenil. So pa fantje niso uspeli preklopiti, oziroma nismo, ker sem tudi jaz del tega, nismo uspeli preklopiti na domač prvenstvo. Ker si pa ti enkrat prvak, pa imaš tarčo na hrbtu takoj. Ti vsako dvorano, ko prideš, te čakajo. Oni so 120% napaljeni. Ne? In ti moraš, bod gospod, pojdi na led, zmagaj tekmo, popokaj, pa gremo dan. Če pa ti misliš, da te temben nav dotaknil, pa da te, dragi moj, ne bo to tako. Ne? In potem se mi začeli tam malo podirati, pa ni bilo rezultatsko slabo sploh. Ampak nekako je ratala neka distanca med mano pa med ekipo in jaz sem to prvi od tistih ljudi, ki če to prepoznaš, kaj enkrat ni več te energije, da sem jaz pol v bistvu odstopil okoli Božiča. Do Božiča. Ker jaz sem zelo tak človek, ker jaz sem tudi že prej enkrat na Poljskem sem naredil bedarijo, ne. Sem pač določene situacije so bile tako izven ledu, mama mi umrla, pa te stvari, to pol procesiraš, ampak sam moment je bilo dosti, da sem naredil bedarijo, pa sem vrgel bidon v sodnika, seveda sem bil kaznovan, ampak v tistem momentu sem jaz vstopil. Ker ne morem jaz učiti nekoga, delaj tako, pa tako, pa tako, pa tako, sam pa tako ne dela. Ja, se smo vsi ljudje, to se strinjam jaz. Slab moment, sam prek tega jaz nisem mogel. In tako da se mi tudi kot igralcu to zgolj. Ne velikrat, ampak v tistem momentu nič, sam povejte, koliko je kazen, vse spremem. Nisem vedel, pa nisem, ne vem, ne, vsak ve, kaj dela. Ne? In če sem naredil bedarijo, karkoli, kakšne posledice sledijo, tako je. In tako mora biti tudi v življenju. No, kako si pa recimo zase poskrbel kot človeka, ne kot športnika tekom te kariere? S čim si se, ne vem, polnil, kako si, veš, to svojo neprofesionalno plat gojil? Jaz sem za časa kariere pa tako sem dosti normalen športnik, ne, za tiste čase. Ne. Skupaj smo trenirali, skupaj smo se družili tudi izven ledu. V tistih cajtih so bile druge zanimivosti, ni bilo teh medijev, pa telefonov, pa tega se je šlo, ne vem, pikado, biljard, te stvari niso bile včasih. Tako da nisem bil, tako da bi pol, kakšni fantje so čisto filtrirali to, hokej je bila ena stvar, pa čisto drugo družbo imel. Tle nismo bili skozi ista družba. Tako v tem smislu sem bil skozi nek normalno za tiste čase. Ni bilo nobenih takih, kot trener pa to pa, moraš imeti pa distanco.
od ekipo, pa to. Pa, ne vem, jaz zelo rad kakšne dobre dokumentarce pogledam, knjiga, kakšna. Berem v redu, ampak lahko bi več. Pa si vedno bral, tako, vedno sem se poglabljal. Ja. Pa razpon je, nima veze. Jaz sem zelo nezahtevna stranka, kar se tega tiče. Ja. Tako, vse me zanima. No. Vse me zanima. Tako da, ko enkrat ti, sploh knjiga je ena taka stvar, ne. Enkrat not padeš, si tam noter, sploh tistega ni. Ne. Je to avtobus, je to na morju, na plaži ali pa doma. Ja, ne pravi zastonj, da če bereš knjige, z užitkom bereš knjige, da živiš več življenj hkrati lahko. Lahko, ne, ker si ti tam noter. In to je tudi ena stvar, recimo, ker se lahko tudi umakneš malo od tega pritiska ali pa konstantno. Ne, tako kot sem jaz bil, vsaj v trenerskem poslu, ne, če delujem v tujini, to je dolgočasno. To je dolgočasno. To ti prideš zjutraj na trening, to traja, ne vem, najprej imaš recimo en dan tak fitness, potem greš na led, oddelaš to, se pripraviš za drug dan, nekaj narediš pol zase, nekaj pojesti, trgovina, domov. In to je skozi. Pa sam si, ne? Družina ni zraven. To je pa največji problem. Ker ti še doma pol. Pa bom še tale hokej pogledal, ne, pa oni še igrajo, pa bom še tole in pa mislim zmeš. Ja. In je fajn, če imaš nekaj tazga, ki si ti rekel, da si pol pač tam v svetu. Se ponovadi vprašam za kakšno knjižno priporočilo ali pa vprašam, kjer je recimo knjiga, dve ti zdaj pridejo na pamet, ki so pustili vtis nate, recimo. Ne vem, jaz sem vse te od Dan Browna, recimo, ne, ki so super, Skalpel sem prebral zdaj od doktorja Ahčana, ki smo tudi, nismo zdaj prijatelji družinski, ampak se poznamo. In ga poznam tudi kot človeka. Lahko imaš pa tudi, ne vem, genom. Kaj je čist razpon, nekaj drugega, druga svetovna vojna, tematika, tudi v redu. Zdaj tudi te naše sem veliko prebral, ne, od Tadeja Goloba, vse, pa jih je kar še nekaj, no, od teh kriminalk, kako so zelo dobro, sploh tle, kar se dogaja tam, ki veš, kje je, ne, kje je tista stolpnica, kje so te stvari, to te tudi pritegne. Take stvari, no, se pravim, sem zelo. Lahko je pa nekaj od kolesarjenja, to se hitro dobijo. No, ja, pa so pri kolesarjenju, pa recimo rekreativnem športu, pa to, po tvojem mnenju, kako se klele vedemo Slovenci, koliko nori rekreativci smo? Ne, mi smo zelo nori rekreativci. Če samo to pogledaš, kolesarstvo, ne, tako, če se malo voziš, pa to so kolesa, profi nimajo takih. Ja, tako jaz opažam. Tudi tako, kar jaz nočem, recimo, ne, v tem, ker sem toliko časa pač igral profesionalno, nočem se lotiti enega drugega športa, tako kot sem se lotev hokeja. Če grejo na kolesarstvo, če začneš ti, da bom s tem namenom tudi 5 parametrov nimam. Ker točno vem, ker ga bom imel, bom gledal v cifre in potem bom vozil po unih vatih in bom spet notna. Že v štartu rečeš. Že v štartu. Že sam, ko sem bral, vsaka sekunda šteje od Armstronga, ki noter opisuje, kako je obrat, ne, kako moraš v bistvu pedalirati. Ne. Potem, ko greš na kolo, seveda ti to probavaš in da se tam na števcu dvigne za 1 ali pa 2 km na uro. Ne. Sam ti moraš o tem razmišljati, ne vem, en mesec, ne, da ti pride to v igri. To pa nočem. To pa nočem, ker preveč not padeš in pol se sam s tem bavaš in ni dobro. Ni dobro. Zato pa smo Slovenci, pa zdi, da smo taki. No, tako. Sploh opažam, da ljudje, ki so čisto normalni, tako, ampak prej ni bil športnik, tako se je mogoče malo športno ukvarjal, ampak pa ima v nekem določenem obdobju možnost, da se nabavimo boljši bicikl in pol not pade. In pol
oni še bolj grizejo, kot te, ki so profi. Ne. Ker problem vrata pa tam, da ko si ti profi, kjerkoli športu, kot sem prej rekel, ne, to je cel dan podrejen temu. Enemu pa ni, ne, pa služba, pa družina, pa on tret, pa še kjerkoli šport, zdaj ni sam bicikl. Še to tu komponirati. Neki na koncu trpi. Mislim, Ne? ponavadi fizično trpijo ljudje na dolgi rok. Na dolgi rok so hitro, kakšne, da sem tenisačev, pa to že komi hodijo po tistem terenu, ne, ampak se že kolena uničil, pa ampak terajo to. Če izhajajo iz tega, kaj bi pa bil pol en tvoj recimo nasvet zdaj enemu mlademu nadobudnežu na poti profesionalne kariere, pač v katerem koli športu že? Prvo moraš me to rata, tako brez obveznosti. To moraš iti z veseljem na vsak trening, na vse to. In sploh, jaz vem, da je zdaj prezgodna specializacija. Samo včasih se temu ne moramo izogniti. Ker ne moreš ti vsi v nekem določenem obdobju tako delajo, ti už pa kasneje not prišel, moraš biti že ne vem kakšen talent. Ne. Zdaj je težko nekomu reči, da ti še malo počak, pa už pol, ne. To je zelo težko. Ne. To moraš pa se res, to mora biti projekt, da bi to speljal, tako, kot mora biti. Prva stvar je, da moraš to res z užitkom delati. Da ti mora biti čisto neobvezno. Pa res ne preveč zgodaj preresno. Tako, to ni dobro. Ker pride pa pol obdobje, ki pa takrat, zdaj pa začnemo. Ne. Zdaj pa se začne res resno in takrat pa pač tudi videti, ali res za to fant ali pa punca. Ne. Ali ne. Je pa dobro, če probaš pa čim več stvari. Če že ti tako iz prve najdeš, super. Super. Ampak te športi so vsi zdaj, pač težko boš skakal na dilah, ne, če imaš 1,90 m, pa se vidi, da boš imel po defaultu 85 kg. Kako boš skočil? Ja, ne boš. Pač nima smisla niti probavati nekaj. Do njega nivoja boš prišel. Osnovne predispozicije. Nekako, da se potem tudi usmerijo, ne, v določen šport. Ampak tle dostikrat je šola za to poskrbila. Tle ima hokej v bistvu malo minusa, ker težko prideš v šolski sistem. Košarka veliko lažje. Ne. Po koncu šole še košarka ne stane ne vem kaj. Ne. Tam imaš možnost telovadnica, je povsod, koš je povsod. Nogomet, isto, rokomet. Vse te stvari. Hokej pa specifika. Moraš pa tega, da pridejo tam mladi kje. V dvorano. Ne, pa jim moraš nuditi spet, ker so dvorane toliko zasedene. Ne. Hokej šola v 1:30. Kdo pripeljal? Babi, dedi. Starši pa že delajo. Ja, tako je. Zdaj pa, če bi se dali vsaj opremo tam pušati, ne, pa bi že mogoče 11 let star mulc prišel z avtobusom. Ne. Ampak, ker mora pa še opremo privleči, ne. Pa to je mora pa že zjutraj v šolo peljati. Je malo težje vse skupaj. Kako? Kar povej. Ja, tako, ne. To pol pa, ko so pa že ta najstniška leta pa to. Tam je pa največji napredek viden, tako, ne, če delaš prav. Ne. In tle moraš imeti pa celotno podporo. Pač doma pa pol tudi strani trenerja mora biti pa strokovna podpora. Ker tle pa jaz ali sam na svojih sinovih sem videl. No, vse to sem te hotel vprašati. Ja, kako si to vse prenesel ali pa predal, kako si ima predstavo vse to, o čemer se vidva zdaj pogovarjava. Jaz sem zelo... Kako vi doma operirate zdaj? Jaz sem zelo tak... Imeli smo pač to možnost, da sem jim dal možnost na igranje na Finskem, ne? Ker sem pač ocenil, da... A oba igrata hokej? V eni že nehal. Aha, ok. V tem času. Ampak možnosti sta imela pa oba enake, pa tudi čisto super. Za razvoj, za vse je bilo to optimalno. To je bilo po mojem vkusu. Zdaj, kar jaz
mogoče bi mogel, kar se tiče teh klubskih, pa to se jaz nisem nikoli vpletel. Tako, v bistvu najmanj od vseh staršev, po moje. Ne, nikoli nisem nobenega poklical tako, da je kaj. Ker sem pač mnenja, če nekaj se moraš pa tudi sam. Na koncu moraš sam pokazati, ne, v tebi odvisen, ne more pomagati temu tvojemu razvoju ali pa karkoli. Mogoče bi mogel celo včasih kaj, pač to je moj nek moto, ne, da tega. Ne, ampak videl sem pa največ pri svojih dveh da v tem obdobju, ki sem prej rekel, da prihajaš tam 14, 15, 16, pa se pa začnejo te veliki skoki v fizičnem smislu, ne, in potem se pa to prenese v tvoj šport, je pa kar naenkrat en poletje, pa kar ko se je pa zdaj zgoraj. Ne. In tle so največji napredki. So največji napredki. Seveda, pa zmeraj starejši si zmeraj več malenkosti odločajo v teh stvarih. In ni, dva lahko enak trenirata, pa ne bosta ista. Pač to tako je, ker na koncu je ogromen je tudi tle noter, v glav, kako ti dojemaš, kako ti reagiraš. En je bolj, ali pa hitreje se mu dogaja, en pa pač ne. Oba da lahko igrata nek določen nivo, ampak en bo šel naprej. Ja. Pač višji. Je pa tako spet, ko smo po profesionalnem športu, ne, je pa zdaj spet vprašanje, je to, je sploh to dobro ali ni dobro, pa so pritiski pridejo. Pa dobro, se to je pa v bistvu tudi v drugih sferah življenja. Je zelo podobna zadeva. Se tudi verjetno, ko gre za kirurga, dokler ne zareže, ne ve. Mislim, slišal sem za primere, ki so vse doštudirali, ampak pač ni bilo to za njega. Tle pa podobno, v športu je zelo podobno. Res pa je, da se pa da tudi s pridnostjo do določenega nivoja priti. To pa je res, ker se tudi taki kalibri igralcev iščejo. Ker jih pa tudi, glede na vso maso, pa na vse, jih pa tudi ni. Težko ga najdeš, nekega grinderja, da bo tako dobro za ekipo, karakterno in vse skupaj, in da bo vzel vlogo in da ne bo v bistvu, ne bo imel za nekaj za pokazati, ampak jaz kot trener pa vem, koliko je on vreden. Lažje bom zamenil unga top igralca za enega spet top, kakor tega. Tako da vsak lahko pol mesto najde v svojem športu na tak ali pa drugačen način. Če bi samega sebe srečal pri 20 letih, kaj bi si rekel? Jaz sem zmeraj tako, to so ta vprašanja. A bi kaj spremenil v svojem življenju? Imaš možnost tudi reči. Ne, jaz imam kontra vprašanje, zdaj, če me to vprašal, pa da se jaz zavedam tistega, kar se je zgodilo, ker jaz bi recimo na vprašanje, če bi kaj spremenil, ali pa če bi sam sebe, jaz bi čisto eno drugo pot. Kar mi je bilo bolj zanimivo. Jaz bi, mislim, skozi, ne da sem si želel, vse imam možnost, sem imel skozi, časa je bilo vrgla, ampak da znaš igrati en inštrument, to je za mene super. Zato tudi jaz pravim, tudi tem mladim igralcem, pa to. Ne vem, enkrat je bil en primer, tam malo je bil v hokeju, pa drugače še skejtov neki, pa trobento je igral. Ampak, ko si ti to rekel, kje pa je zdaj kaj manjko recimo v treningu, danes ima trobenta. Pa tam otroci so to, trobenta, mi smo hokejisti. Ja ne, ti prines trobento, pa neki nam tle zaigraj. Pa vi, ki ste majstri, hokejisti, pa probi ti sploh en zvok iz trobente ven spraviti, če si tak majster. Tako da vidiš, da ni to tako, ker enostavno te trobentača. Ne, daj bod malo širši. Zato jaz bi zapeljal čisto drugo smer življenja. Ker mi je šlo pogledati to, da bi te, a veš, tudi to vprašal, kaj bi počel, če ne bi hokej igral? Muska bi bilo glasbenik. Ja, to bi bilo super. Kje razvrst poslušaš? Jaz sem bil rock, hard rock. A res? Ja, metal. Aha.
Ja. Tako, ampak sem bil zelo odprt. Zato, ker imam sina, ki se ukvarja z elektronsko muziko. Ker ne vem odkje, ampak pač on sam od sebe. Pa igraš ti kakšen inštrument? Ne, mislim, sem dobil kitaro, imam kitaro doma, tudi sem se učil. Aha. Ampak ne, da bi prišel do nekega nivoja. Ampak, kot so prej govorila v teh social medijah, pa to, ne, pa zdaj te možnosti interneta, pa to, jaz recimo dostikrat grem pogledat kakšne videe, recimo od kakšnega pianista, tako pa tako, na ulici. Ja. Mislim, da obvladaš inštrument, ne moreš, mislim, to je tak spekter, Jaz ti lahko uporabiš, kje češ. Ja, itak mislim, pač verjetno kar vsi, ki to gledajo, da ti v karkoli bi se vrgel, bi šlo to na polno, pa bi bil zdaj Mislim, če bi toliko časa možno noter. Ja, veš, pa ta resen pristop, tvoja resnost, pa analitičnost, pa vse to, pa širok zajet zadevo, pa karkoli, ne, v bistvu. Verjetno. Tako da, ja, pa tudi muzika, recimo, nisem zdaj, da bi se vlegel pa muziko poslušal, ampak kadar je pa muzika, sem zelo odprt, pa zelo bolj me v bistvu zanima pri muziki inštrument, kakor besedil. Tako bom rekel. Seveda je besedil tudi važen pri pesmi, normalno. Ampak meni, da nekaj zvlečeš ven iz inštrumenta, to je fascinantno za mene. Kaj dobro zna. Ja, seveda. Kaj ti danes predstavlja uspeh v lifeu? Včasih so ti verjetno... V različnih obdobjih je to različna stvar. Tako, ja. Tista stvar, ki te najbolj tako poboža po duši, pa, a veš, kaj je bilo? Se pravi, včasih je bilo to res mogoče preveč usmerjeno samo na te športne dosežke. Ja, se zato to sprašujem. Drugega sploh nisem niti, zato meni nič manjkalo ni. Mi smo tudi, moja starša sta delala hišo v Komen 10 let. Mi smo 10 let bili na morju. Ampak, da bi jaz rekel, da meni morje manjkalo, mi ni. Sploh nisem niti pogrešal. Tako ne. Pa, ne vem, sem šel pa kaj pred Halativle, pa sem streljal pake iz ene dile, ki je malo drsela. Jaz se hitro zamotil. Ampak sem igral fuzbal med drevesi. To je bilo meni fascinantno, to je bilo super. Hajduk, to je bilo 2 ure na drevesa, sam. Se pravi, uspeh uživati v malenkostih, ne? Ja, ampak nisem jaz ta prav, da te malenkosti, ker sem enkrat v momentu, je pa super. Ne? Jaz imam ženo, ki je zelo tako bolj energetsko polna, ona bi se družila, pa to, jaz sem slab za te, da je veliko ljudi, pa gužva, pa to je meni, to nisem jaz za to. Res ne, ker ona bi pa imela dan odprtih vrat vsak dan. Saj ona je tudi, ne, to se prej imela, še prej so kamere zalafali, ona je tudi odgovorna, kriva, da imaš ti en tale profil na socialnih omrežjih. Ja, ker jaz nimam nobenih, ne Facebooka, ne to žena moja naredila. Facebook profil, kakor. Niti ga jaz ne spremljam, ker nimam niti dostopa. Tako da, ampak kot smo prej govorili, vse to ni nič narobe s temi socialnimi omrežji, sam vemo pa, kakšne so pasti, pa mi vse je bilo že velikokrat povedano. Ne bo šla zdaj v detajle, ampak to mi nič ne manjka, no, ne. Tudi že za časa tistih, ki so bili še časopisi, pa so bili komentarji tekem, pa to sem nehal brati že veliko pred koncem moje kariere. Ali je bilo pozitivno ali pa negativno. Sem šel pa kakšne stvari pogledati za nazaj, sploh ko sem bil trener že, zato da nisi neveden, da te ne vpraša na nekaj, pa ti rečeš, kako pa jaz vem. Ne, to ne, to sem se že pozanimal. Ampak drugače, da bi imel pa potrebo potem, pa da ne. Sploh ne.
se mi zdi, da ne rabim. No, tako. In res ne rabim, mi ne manjka nič, tako, da bi kaj tega. Zdaj pa, kaj pa, tako, ko so prej rekla, kaj pa uspeh, ne. Ma ne, jaz rad gledam ne toliko nase, kot na te ožji krog ljudi okoli sebe, ne, ali to ožja družina, ali, ne. To je meni uspeh, nekako, da mogoče vzgojiš otroka, da deluje po nekih moralnih načelih, ki naj bi bili še malo iz kakšne zgodovine, ne teh zdaj, no. Ne teh zdaj, da ni najbolj važno, kako izgledaš, pa kako te dojemajo drugi, v bistvu si pa sam vse pa res nesrečen. Važno, da se ti dobro počutiš, ne. To govorim zdaj za... Pač probam, ampak sej, to se vsak dan uči, jaz se vsak dan učim. Tudi od teh... To je tudi odvisno, s kakšnega okolja prihajaš, ne. Če imaš ti, ne vem, ljubezen v družini, pa da je to skozi prisotno, seveda se boš razvil takega človeka, se to je jasno, ne. Če pa tega nisi dobil kot mulc, pa to... Ne, pa te empatije pa tega ni, ne. In pol, kaj bo te v tvojem odnosu naslednjemu prišlo, ne? Kako ti, da je to dobil, ne? Redki so, ki to obrnejo za 180 stopinj. Če pa tega nimaš, ne, kako boš to pol naprej? Ne? Sam tle pa spet, eno je dom, ne, pol pa spet šola, ne. Tisto, ki sem rekel, en kapnega balasta, ne. Mogoče bi se mogli malo bolj s temi stvarmi ukvarjati. Da unka ne dobi doma, da dobi pa mogoče v šoli. Ne sam tek, pa te ocene, pa tole, neki po enih okvirih, ne, da bi bilo to malo bolj, tudi, da nam je dosti pameten, ne, ampak drugačni pristopi obstajajo tudi v drugih družbah, ne, pa druge države. Druge države, ki so pogruntale že kakšne druge stvari. Ne pa, da je najbolj važna šola, seveda šola važna, ampak govorim šola kot v šoli, pol pa še 3 projekte za doma, ne vem, mi, ki smo delali, ki je bil projekt sestavljati Lego kocke, smo stresli tistih Lego kock, kar smo jih imeli, pa je naredil hišo. Zdaj sem jaz zraven malo nadzoroval to, ok, ni problema. Samo hiša je bila pisana, ne pa z ravno streho. Če pa greš v štacuno, pa kupiš hišo iz Lego kocke, ne, pa jo sestaviš po planu, sigurno bo izgledala super. Samo ko je zdaj več vredna. Unka je naredil iz morje kock, ampak nobena ni iz istega seta. Ali unka je naredil po nekem planu, pa je super izgledala. Kdo zdaj boljšo oceno dobil? To je en tak prezvezen primer. A si kdaj pozabil, pa še kratkih vprašanj za finiš, a si kdaj tako, ne vem, pozabil opremo, pa se pojavil na treningu, ali pa kakšen kos pomemben? Mislim, da sem enkrat v karieri, da sem pozabil te ščitnike za komolce. Enkrat. Se prav spomnim. Zato, ker je bilo toliko malokrat, da se prav spomnim. Če to se ti vprašal. Na gostovanju, ampak to je pa spet to, ne. Jaz kot ta boks, ne, se temu reče, tam, ko ti sediš. Pri meni je zmeraj bilo, čelada je tle, rokavice so tle. Zato iz tega razloga tudi, ko ti začneš to zlagati v torbo, da točno veš, kaj je. Da se ne loviš po temu, pa tudi, da nekaj izgleda. Tudi kot trener, jaz moram imeti pol litra vode, 3 napolitanke, pa Ricola bombon. Na 90 stopinj, napram mizi. To tako je. Zato, ker voda je pač, da se nekaj hidriraš, napolitanke so pa pred vsako tretjino eno, pa una Ricola je pa zato, ker tam na boksu čim malo se več glas, pač, ker moraš biti glasen, ne. Mene takoj glas pobere. Ampak ta Ricola mi pa pomaga pol, če jo. Tukaj smo imeli ves čas vodo, drugače, veš. Bomo pol spili.
ena smešna ali pa poučna anekdota iz garderobe. Ogromno. Mislim, teh je polh. V zadnjih letih, recimo, da se navežem samo na te generacije mlajše. Pri Olimpiji sem igral že, ampak že 40 let. Ponovadi je poseben boks za perivo, da se pol to nese prata. Pač ves periv se da v tisti boks in tam mlajši pol to odnesejo. Ker v Olimpiji je tako, da moraš po stopnicah dol in je tam pranca. Tistih stopnic je pa rečva na pamet, da jih je 45. In jaz grem po tuš, ti tam mladi, še ne 4 so bili, oni se pregovarjajo zdaj, kdo bo to dol nesel. In oni se pregovarjajo to, jaz že iz potuša se oblečem in odnesem to škatlo dol v pralnico. Prijem nazaj, oni se še kar pregovarjajo, kdo bo to dol nesel. Jaz rečem, fantje, se vidimo jutri, jaz sem že nesel tole dol, že zdavnje. Mislim, v vsem tem času, ko se vi pregovarjali, lahko en že dol prišel pa gor, ker to je vzel točno 30 sekund. Ne? Mislim, kaj je to tako težko? Zdaj gre za tisti princip, kdo bo dol nesel, zdaj če ima to v hecu, to razumem, ampak to je bila resna debata. Ne? Resna debata. To je ena taka. Ali pa, če se vrnem na Dejana Kontrica, recimo, da ga opišem tako, kot zakaj bi on netipičen hokejist. Prednji je on prišel na trening, je bila v garderobi stava, če on pride noter, noben ga nič ne vpraša. Se usede, obleče, odtrenira, stušira in gre domov, da ne bo rekel ene besede. Eni so trdili, da bo rekel samo od sebe neko besedo, eni so pa rekli, če ga noben ne bo nič vprašal, da ne bo nič rekel. In on je prišel, oddelal vse in šel, ni ene besede rekel. Evo, vidiš, mož Dejan. Ampak mi smo kolektivno šport, vsaj kakšno. Nisem slišal nikoli več podobnega. Ja, tak pa ne, to so pa v garderobe, je pa čuda. lahko diva dva. Ej, a imaš kakšen ritual ali pa vroževerje pred pomembnimi dogodki? To smo že slišali, za to rikolo pa to. Preveč. Ja, tudi kot igralec. Že način, mislim, če bi se snemal, tako, če bi postavil kamero v garderobo, v večini primerov igralec dela iste stvari. Bi mislil, da na lup vrtiš. In se isto obnašaš, točno prideš v določeni uri, točno v določeni uri se oblečeš, greš na ogrevanje je zmeraj isto, vsaj pri meni je bilo tako. Pol greš nazaj, način oblačenja je vedno isti. Najprej desna drsalka, pol leva drsalka, tudi prihod na led je zmeraj isti. Vse. Pri meni je bilo vse rutina. Vse rutina. To je nekako pač cona obdobja. Cona obdobja, da si ti dovolj počutiš. Čim je nekaj šlo izven tega. Pa si tudi opazil pri ostalih tako? Podobno? Ja. Veliko fantov enak dela. Skozi so isti gibi, isti način ogrevanja. Kakšni pa spremenijo, če ne gre, pa so to ta neka vraževerja. Eni ima isti periv skozi, ne da ga ne bo prav, ampak isti set. Tega je ogromno. Tako. Ampak se mi zdi, da je bolj iz tega, da se pač dobro počutiš. Tudi pred samo tekmo, da ješ približno enake stvari, če je možnost. Jaz sem mogel recimo zmeraj zaspati, tako za 45 do 1:15. Zaspati, ker če ne, ampak to je vse v glavu. Jaz sem prišel na tekmo kot zmatran. Nisem šel spat. Ampak bolj psihično v glavu se mi to zdelo, kot da bi bil res zmatran. Sam če tako deluješ, pač se najbolj počutiš in pol. Se mi zdi, da ima večina igralcev nekaj.
So pa tudi fanti, ki pa nič nima. Vse. Kako, pa kaj pa to. Kar pa po eni strani tudi ni slabo. Ja. Se pač ne obremenjuješ s temi stvarmi. A imaš kakšen citat, kakšno tako praktično filozofski nastavek, recimo? Eno, kar sem v zadnjih časih slišal, je bila sem podcast gledal od Ivice Kostelića. Ja. In tam je omenil očeta. A si unga gledal na Atmosfercih? Kaj veš? Ja, dva sem gledal, enega od tega, Jaz sem tega gledal, ja. pa še enega. Ja. No, ampak tam je omenil recimo od očeta nek filozofijo, ne? Da, ker oni so tako delali po principu delo je enako rezultat, ne? Kar jaz tudi verjamem. Ne? Ampak tle imaš samo dve možnosti. V športu sta samo dve možnosti. In to ima prav. Če boš ti vse naredil za to, da boš uspešen, pol boš mogoče uspešen. Ni nujno. Mogoče boš uspešen. To je ena možnost. Če pa ne boš vložil vsega, pa sigurno ne boš uspešen. Samo te dve možnosti imaš. Bravo, ja. To se pravi, mogoče boš uspešen, ali pa sigurno ne boš uspešen. Drugih možnosti ni in jih res ni. Ne boš, mogoče se ti pa ne vem kaj prikaže, da boš enkrat nekaj na neko srečo, ampak to mora biti že nek tak šport, ki sreča veliko odločeno, kar je pa redko. To se mi je zdel en tak v zadnjih časih, no, da samo dve možnosti v športu. Ja. Mogoče, ali pa sigurno ne. Nik, najlepša hvala. Res, Hvala tebi za povabil. Me je veselil. Smo kaj pametnega povedali. Jaz mislim, da sva, ne. Pa jaz verjamem, da se še srečamo. Nismo si tako vsak sebi, a ne? Sosednje občine. To ne. Jaz sem rad tako, da jaz rad spoznavam ljudi, ki so malo drugačni. Drugačni v smislu, da ne, v hokejskih krogih recimo, ali pa v teh športnih, to je skozi en isti pogovor. Jaz se rad pogovarjam z ljudmi, ki so čisto z enih drugih krogov. Kar je pa redko, ker ne grem prav nekaj okoli. Ja. Ampak me pa stvari zanimajo. To pa... Ja, se to pa tudi odseva. Ja. Ta radovednost, odprtost. Tako da res, hvala še ti, obilo uspehov, a ne? Še naprej, pa za konc, ko ga tukaj ponovadi naredimo, sploh športnike in športni pozdrav, se veš. Samo tole umakneš stran. Evo, kamere.